Radio 1 in DM predstavljata 28 ur dobrodelnosti, čarobnost obdarovanja. Prosim. Jasmina? Ja, pri telefonu. Jana Mihadenis pri telefonu z Radia 1. Živijo. Pozdravljeni. Jasmina, zelo slabo si slišati. Glas je, smo te zbudili ali... Si zdrava? Ne, bolana sem. Bolana si. Ja. Kaj pa je? Nekaj na pljučih. Preiskave še potekajo. Našli so eno senco, bronhitis, pljučnica en za drugim, antibiotiki več ne pomagajo. In pač tudi astmo so mi potrdili kronično. Nekaj je narobe in preiskave še potekajo, ker tudi dihati ne morem. Jasmina, koliko časa se pa to zdaj dogaja? Par mesecev. Tudi to leto sem bila večina v bolniški, zagotovo 6 mesecev, ker ne gre. Ampak kako se je pa potem decembra zgodilo, da si pa ostala brez službe? Ja, zdaj mi pač zaradi vsega tega bodo podaljšali. Jaz to razumem, ampak bo še težje. Tako je bil majhen dohodek zaradi bolniške toliko časa in zdaj bo pač še slabše. Kolikrat si pa imela COVID? 3-krat. 3-krat? Ja. Pa so rekli, da so posledice COVID-a? Ja. Ja. Kje si pa imela službo, ki si rekla, da si zdaj z decembrom ostala brez, da niso želeli podaljšati? Delam v kuhinji in tudi mi je odsvetovano, mislim, zaradi teh vonjav in pare in tako da ko bom lahko iskala karkoli drugega. Kaj pa je z babico? Jaz sem za njo skrbela, dokler je pač šlo. Zdaj pa je pač v domu in je potrebno to doplačevati in ne gre. Koliko pa je treba plačati? Okoli 500, ja. 500 na mesec? Ja. Vi pa živite v najemniškem stanovanju? Ja, tako. Najemnino plačujemo, potem so še ostali stroški, vrtec, šola. Mislim, res se je vse nabralo. Imate 2 otroka, Tijan je star 7, pa Lara 5, ne? Ja, tako. Jasmina, že vaša zgodba se začne kar hudo. Vas je že pri 4 letih zapustila mama? Ja. Oče je pa pri tvojih 11 letih umrl? Ja, nažalost. On mi je bil kot mama in oče in vse, mislim, imela sem samo njega in babico. In potem, ko je umrl, je bilo res zelo hudo. In zdaj še zdravstvene težave, brez službe, stari ste pa komaj 27 let. Ja, še lansko leto je bilo vse v redu, normalno smo funkcionirali. Letos pa ne vem, kaj se je zgodilo, zakaj je moglo tako priti. Jasmina, kako vam lahko pomagamo, kako vam lahko olajšamo praznike, kako vam lahko olajšamo prihodnje leto? S čim? Najbolj bi karkoli, pač najbolj, da bi lahko odplačala te stvari, ki so se nabrale. Vsaj nekaj, da lažje zalaufamo. Kaj se je nabralo? Dolgovi so se nabrali. To je to, 200 evrov poplačila dolga Plinarni Maribor, 1200 dolga za DSO, za babico in 700 evrov za avto, ki so vam ga pa zaplenili oziroma zaplombirali. Ja, žal. To
leto pač nisva zmogla odplačevati vsega. Normalno, Jasmina, pač če so take zdravstvene težave. Pač avto sicer ni, je letnik 2009, ampak ga potrebujeva zaradi partnerjeve službe, karkoli. Zdaj pač je kar je, no. Mislim, včasih ne vidim več izhoda. Je. Izhod je. 28-urni dobrodelni maraton bo zagotovo pomagal tudi vam in vaši družini. Glede zdravja pa močno stiskam pesti, da pa zdravstvo najde hitro rešitev. Hvala lepa. Upam, da bojo. Hvala. Ker to, kar imate za odplačati, absolutno. Mislim, lani smo zbrali pa in predlani več kot 1 milijon evrov, tako da tudi letos ogromno SMS-ov smo že dobili in imamo še kar nekaj ur do konca našega dobrodelnega maratona. Pomagam 5 na 1919. Veliko nas je, ko vsak pošle en SMS, ko se odzovemo, kot tisti, ki lahko darujejo več. In zato to počnemo. Da enostavno, ko ti pač sreča obrne hrbet, da pomagamo. Ne vem, kaj naj rečem, res hvala. Jasmina, počivajte. Paste nas zdaj. Bom, hvala lepa. Vse dobro vam želim. Enako. Srečno, Jasmina. Srečno. Nasvidenja. Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Avdić Show.